Ime skupine. Ansambel Tik-tak. Kako ste izbrali ime skupine? Tako neresno, kot zveni ime, tako je bilo v bistvu. Šlo se je za prvi nastop v družinskem krogu. In so v bistvu takrat še, brez mene, so se fanti odločili, da bomo pa ansambel Tik-tak, tako na hitro. In tako je ostalo, pa smo pa začeli resno delovati, pa smo ostali še vedno ansambel Tik-tak. Na majici berem, da vam piše Tik-tak 15 let. Tako je. Ali je to, delujete 15 let, ali je že 16? Letos je 15. leto, tako da imamo pa v bistvu na majčkah, tle je letos 15 let ansambla Tik-tak, je pa seveda 50 let Števarijanskega festivala in smo se še enega festivala udeležili, tako da imamo v bistvu vse še 30 let Vorberka, tako da imamo pa v bistvu vsako leto majčke, oziroma ko gremo na festival, si naredimo pač namenske majčke za festivale. Super, tako potem jih tudi izobesite, jih imate za spomin doma. V bistvu jih kar rabimo, tako za naprej, za sezono nastopov. Super. Kdo pa je vaš glasbeni vzornik? Naši glasbeni vzorniki so definitivno pač te sestavi s fantovskim petjem. Eden od prvih in največjih ansambelov je Lojzeta Slaka, Fantje z vseh vetrov. Potem stilsko pa se bolj prepoznamo v glasbi ansambla Braneta Klavžarja. Super. Zdaj pa malo bolj tako posebno vprašanje. Ali je bila pot do nas dolga? Ni bila, zato ker letos smo že četrtič v Števarjanu in že poznamo, že bližnjice, tako da je lepo, radi se vračamo v Števarjan. Super. In v bistvu, zakaj ste izbrali ravno Števarjan? Pa v bistvu letos je botrovalo k temu, da je jubilejni 50. festival. Sicer je bilo tako še nekaj dobra 2 meseca nazaj, ni bilo sploh govora o festivalih, sicer nekaj skladb smo imeli, potem pa smo se na prvi festival, v bistvu na povabilo organizatorja odzvali in potem smo rekli, zdaj pač en vikend za drugim so to festivali in če bomo že na Štajerskem, pa gremo še enkrat z velikim veseljem tudi v Števarjan, zato ker je res tudi tukaj posebna kulisa pod Borovci nastopati, to je nekaj najlepšega. Super, tako se lepo slišite besede. Vsekakor, vi ste že večkrat bili tukaj z nami, zato vas lahko vprašam, kateri je po vašem mnenju najbolj prepoznaven vonj festivala? Vonj po Borovcih. Vonj po Borovcih. In ali ste že poskusili naše znamenite števarjanske piščance letos? Letos še ne, mi je pa malo narodno, že v bistvu četrtič sem v Števarjanu, pa jaz še nisem probal, tako da letos sem rekel, pa ne grem domov, dokler ne probam tega znamenitega števarjanskega piščanca. Letos kar dva, priporočam. In torej še zadnje bolj nasvet z vaše strani. Kaj je tisto, česar ne sme primanjkovati na dobrem festivalu narodno-zabavne glasbe, po vašem mnenju? Sproščenega vzdušja, tiste dobrodošlice, srčne dobrodošlice, to, kar vsakič, ko smo v Števarjanu, dobimo. Tako da, jaz mislim, da kdor pride v Števarjan na festival, bo doživel tisto, kar mora na festivalu biti. Super. Hvala za pogovor in srečno še naprej. Hvala lepa.